Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Danes se bosta torej končno le udarila za točke v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije, Aluminij in Koper. Pred 10 dnevi je njun dvoboj v uvodnem delu srečanja prekinilo močno neurje s tistimi skromnimi cilji, da ostajajo stabilen prvoligaš. Predložek Krajnca, vroče zdaj pred vrati Vargiča, tam je bil zadnji in določene posledične poškodbe in nova napadalna akcija in Koper vodi. No, zdaj pa končno se je le posrečilo tisto, kar so dvakrat, trikrat z tega desnega boka po predložkih poizkušali Koprčani in Nardin Mulahusejnović je dosegel svoj 3. prvenstveni gol, potem ko sem govoril, da je zatresel že mrežo Gorice in pa Mure, zdaj trese še mrežo, ja takole. Tam je bil na tleh Azemović, ampak spretno in učinkovito na koncu se je le dobro znašel Nardin Mulahusejnović in popeljal je Koper v vodstvo z 0-1 na gostovanju. Strel Stevanovića mimo vrat. Pa napad Aluminija, Matjašič strelom, Matjašič in izenačenje na 1-1. Lepa akcija domačih, ja tukaj Grajfoner in pa Matjašič zdaj imata svoj šov, svoje proslavljanje tega gola in zelo hitro v drugem polčasu, torej Aluminij do izenačenja, res lep gol Jureta Matjašiča. Potem, ko je bil uspešen proti Olimpiji, pa zdaj trese še mrežo. Ja, žoga je malce poskakovala. Flakus Busil videl je tam, da bo imel Aluminij pa nekako z nekaj več motivacije in ideje. In tukaj je zdaj priložnost. Nazaj podaja spet do Matjašiča in brani Vargič. Pa tudi velja omeniti, no poglejmo zdaj tole akcijo, Mulahusejnović, prečka tam, rešuje zdaj. Odkriva se Argentinec v kazanskem prostoru, na drugo stran. Strel proti vratom, Barišić, še vedno Barišić in ali je tukaj gol? Ne, ostaja 1-1. Kaj so zdaj zapravili gostje? Nogometašu Nove Gorice in pa tudi trenerju Vrtnic, ampak zdaj deluje v Kopru, ali je tukaj priložnost za zmago Kopra? Ne, rešujejo tam domači nogometaši, ostaja 1-1. Da, mogu biti zadovoljan sa angažmanom, sa požrtvovnošću, sa dinamikom koju smo ostvarivali tokom svih 90 minuta. Ne mogu biti zadovoljan sa rezultatom, naravno. Ali opet, kad sagledaš sve okolnosti, mislim da je realno taj 1-1, jer i Kopar je isto dobra ekipa sa puno dobrih individualaca i imali su i oni par dobrih mogućnosti. Međutim, kad smo okrenuli utakmicu i kad se utakmica lomila na našu stranu, nismo uspjeli iskonkretizirati taj zadnji pas, taj ulazak još do kraja, da gurnemo, da postignemo taj drugi pogodak. Međutim, sve u svemu ok, zadovoljni smo, dobili smo neke nove igrače, pružili smo šansu, sigurno da treba još malo vremena, malo strpljenja, ali mislim da će to biti ok. Mislim, da je bila odlična tekma obeh ekip, živa. Lahko rečem, da sem si danes ogledal Koper, ki ga želim videti, ker smo bili dosti boljši kot prejšnje tekme, da smo imeli neko agresijo, pas, vse. Aluminij je dobro moštvo in kar je pokazal na trenutke. Mislim, da po šansah mogoče smo bili boljši, ampak nismo uspeli konkretizirati. Težava je bila 10-15 minut drugega polčasa, ker
nismo dovolj hitro odgovarjali na njihovo agresijo in dolge žoge. Vendar potem tudi z menjavami mislim, da smo uspeli uravnotežiti igro in tudi potem bili nevarni še parkrat. Tako da točka v redu, ampak vsak si želi zmagati.